V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes so binkošti. Svet danes govori zelo veliko. Veliko besed, veliko glasov in vendar tako malo razumevanja. Ljudje pogosto govorimo drug mimo drugega. Vojne nastajajo tudi iz besed. Odnosi se lomijo v tišini. In prav v tak svet pride Bog. Ne z močjo, ampak z duhom. Ne da izbriše naše razlike, ampak da nas nauči govoriti eden drugemu v srce. Ker največja bolečina človeka ni to, da ne bi mogel govoriti, pač pa to, da ga nihče ne razume. In zato danes ne prosimo samo za besede, ampak za nekaj veliko globjega, da bi znali slišati drug drugega, da bi znali videti človeka, da bi znali ljubiti. Zato naj bo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu slava, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Prisluhnimo sedaj obvestilom. V imenu cerkvene občine se iskreno zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki so poskrbeli za odlično organizacijo včerajšnjega otroškega srečanja. Hvala tudi vsem, ki ste že v sredo pokosili in uredili okolico cerkve, ter vsem, ki ste včeraj priskočili na pomoč pri sami izvedbi. Srečanja se je udeležilo veliko otrok, kar nas seveda navdaja z upanjem in veseljem, kajti to je dokaz, da ima naša skupnost ne le bogato sedanjost, pač pa tudi svetlo prihodnost. Pred nami pa so še naslednja srečanja in bogoslužja. Jutri v ponedeljek ob 19. uri vabljeni v cerkev na molitveno srečanje. V sredo ob 19. uri vabljeni na diskusijsko predavanje na temo odpuščanje. V petek ob 19. uri vabljene ženske v cerkveno čajarno na srečanje za ženske. Tema srečanja bo Marija Magdalena. Naslednjo nedeljo ob 10. uri smo vsi vabljeni v cerkev na osrednje tedensko bogoslužje. Če bi se še kdo želel prijaviti za bogoslužje, ki ga organizira žensko društvo Evangeličanka in bo potekalo 31. maja v Gornjih Slavečih, se lahko prijavite pri meni. Čez 14 dni, torej 7. junija, na tako imenovano Trubarjevo nedeljo, pa smo vsi vabljeni na tradicionalni cerkveni piknik, ki ga bomo imeli v gozdičku zadaj za cerkvijo. Prijave zbira duhovnik Danilo Jovanovič. Prav tako bomo imeli to isto nedeljo, takoj po bogoslužju, krajši redni občni zbor, ki pa bo namenjen predvsem pogovoru o viziji in projektih naše cerkve. Nato pa, kot že napovedano, bo sledilo druženje in piknik. Tako bomo letos počastili Trubarjevo nedeljo, ko se spominjamo svojih korenin. In sedaj še ena zelo lepa in spodbudna novica. Z veliko hvaležnostjo vam sporočamo, da sta se Davidu in Heleni Kisilak, da se je rodila hčerka Jana, ki je zdrava, ki je dobro, zato celotni družini Kisilak iz srca čestitamo in nadnje kličemo obilo Božjega blagoslova, miru in varstva. Predvsem pa zdravja. Naj v naših srcih sedaj odjekne veselje, radost in mir, ki jih doživljamo ob današnjem prazniku, kar bo s pesmijo v imenu vseh nas izpovedal naš pevski zbor.
Drage sestre, dragi bratje, biblično vodilo za teden, ki je pred nami, je iz knjige preroka Zaharija in pravi takole: Ne silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom, govori Gospod nad vojskami. Hvalnica v obliki poezije iz Stare zaveze pa pravi: Tako govori Gospod, ki te je naredil, te oblikoval od materinega telesa in ti pomaga. Ne boj se, moj služabnik Jakob je Šurun, ki sem ga izvolil, kajti razlil bom vodo po žejni deželi, potoke po izsušeni zemlji. Razlil bom svojega duha na tvoj zarod in svoj blagoslov na tvoje potomce. Rasli bodo kakor sredi trave, kakor vrbe ob potokih voda. In da bomo lažjih src v molitvah in hvalnicah prišli k Bogu, priznajmo svoje grehe rekoč: Naš Bog, tvojega duha, tvojega blagoslova smo bili mnogokrat deležni, toda veliko stvari je v našem življenju ostalo nespremenjenih. Mnogokrat smo bili neposlušni. Veselja, ki smo ga doživeli, nismo znali deliti, v žalosti smo premalo iskali tolažbo. Tudi pot v hišo molitve je mnogokrat izostala. Naš bližnji od nas ni bil vedno deležen naše pozornosti, spoštovanja in pomoči. Zdaj, dobri Bog, tu zbrani prosimo po tvoji skrivnostni moči, ki je moč tvojega duha, pridi v naša življenja in izbriši vse tisto, kar otežuje našo krščansko vero, življenje in delo. Amen. Naj naša skesana srca potolažijo naslednje besede milosti in slavospev iz Svetega pisma. Dal jim bom eno srce in novega duha bom položil v njihovo notranjost. Odstranil bom kamnito srce iz njihovega telesa in jim dal meseno srce. Da se bodo ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Moje ljudstvo bodo in jaz bom njihov Bog. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Naj nas vse skupaj približa Bogu še naslednja molitev. Naš Bog in Gospod, na praznik duha in cerkve smo zbrani v hiši molitve in prinašamo pred tebe našo zahvalo. Zahvalo, da na svetu zaradi tvojega oživljajočega duha obstaja krščanska cerkev in da k tej cerkvi smemo spadati tudi mi. Zahvalo prinašamo za vso tvojo pomoč, skrb, odpuščanje, ljubezen in tolažbo. Naša molitev pa je obenem velika prošnja. Prosimo te, napolni naša življenja vedno znova z močjo tvojega svetega duha. Tu, v hiši molitve, da bomo sprejeli tvojo besedo, ki nam jo oznanjaš, v naši vsakdanjosti pa nam pomagaj premagovati življenjske težave ter živeti v veri, ljubezni in upanju. Dobri Bog, prosimo te, tvoja volja naj se zgodi. Amen. Sedaj pa bomo zapeli skupno pesem, ki pravi: Pošli naliv blagoslova, nato pa bo sledilo berilo iz Evangelija po Janezu, 14. poglavje, od 25. do 28. vrstice.
časti, bratje in sestre. Berilo za današnjo nedeljo pravi: To sem vam povedal medtem, ko še ostajam pri vas. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Slišali ste, da sem vam rekel: Odhajam in pridem k vam. Dragi zbrani, Jezus je izrekel te besede v gornji izbi svojim učencem pri zadnji večerji. Vedel je, da so njihova srca prestrašena, zmedena in ranjena. In v takšno stanje, v takšno napeto vzdušje jim je z ljubeznijo in sočutjem hotel povedati: Prijatelji moji, ne bojte se, vse bo dobro. Poskrbel bom za vas in ne bom vas pustil ali zapustil kakor sirote. Vendar bom poskrbel za vas na tak način, kakršnega si niti ne predstavljate. Poslal vam bom Svetega Duha, ki bo vaš tolažnik in pomočnik. In vemo, da se je ta obljuba izpolnila. Sveti Duh je bil poslan in Sveti Duh je poslan tudi za nas. On je tudi naš pomočnik in tolažnik. Velikokrat se znajdemo v stanju zapuščenosti, osamljenosti, nemira. Ampak Bog poskrbi za nas. Bog je poskrbel za nas in bo tudi v prihodnosti. In angleški teolog Nicholas Thomas Wright je zapisal: Tisti, v katerih prebiva Sveti Duh, so nov Božji tempelj in kot posamezniki in skupina predstavljajo kraj, kjer se srečujeta nebo in zemlja. In veselimo se, ker smo Božji tempelj in ker je cerkev kraj, kjer se srečujeta nebo in zemlja. In zato si štejmo v čas, da smo lahko sedaj tukaj. In vabim nas, da v naslednjih pesmih slavimo Jezusa Kristusa, slavimo Svetega Duha. Tisti, ki lahko stojite, lahko ostanete, tisti, ki ne morete, lahko sedite, kakor kdor želi. Predvsem je važno, da s srcem slavimo Jezusa Kristusa. Sveti Duh, med nami si.
poslal Svetega Duha, ki je naš pomočnik in naš tolažnik. Hvala ti, da nas ne puščaš samih in sirot. Hvala ti, ker si naš odrešenik, in hvala ti, da lahko slavimo tako mogočnega Gospoda, kralja vseh kraljev, Gospoda vseh gospodov. In to jutro se priklanjamo pred tvojim obličjem in ti dajemo vso čast, slavo, ki ti pripada. Amen. Vabim ponovno pevski zbor, da zapojemo pesem, ki je pravzaprav molitev.
Dragi otroci, sedaj pa ste na vrsti, vi lahko se mi pridružite. Takole, dojenčki, otroci, malo večji otroci, pa še mi odrasli. Evo otroci, kaj imam tole? Balon. A so vam všeč baloni? Ja. Kdaj jih uporabljate? Za kakšne rojstne dneve? Ja. Pa kdaj še? A jih kdaj doma napihnete? A veste, da obstajajo helijevi baloni? A ste kdaj poskušali govoriti, če si date helij v usta? Probite, ful je dober. Imate čisto drugačen glas. Se pravi, malo helija in potem kaj povejte. Torej, takole je s temi našimi baloni. A vam je všeč ta moj balon? Ja, čeprav je tak, nima nekega življenja. Se vam zdi, da ima življenje? Nima. Če je tak. Kdo je za to, da ga napihnemo? A ga napihnemo, bo drugačen? No, da vidimo, jaz ravno nisem mojster. Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? Ne gre, ne? Pa tako sem si želela, da bi imela balon malo večji. Celo rdeče barve je. Ja, če bom pihala, bo nastal, ampak saj piham, pa ne gre. Nič ne gre. Ne gre. Veste kaj, a vam povem eno skrivnost, tole je naše življenje. Včasih ljudje takole pihamo sami svojo močjo, ampak nam ne uspe. Malo nam morda uspe, ampak to ni to. Ko dam ustnice skupaj, je, ampak mislim, da tudi tukaj ne bo šlo, ker imam tukaj nekaj boljšega. Vidite? To pa se zgodi, ko pride Sveti Duh. Ne rabimo se veliko truditi, ne rabimo se zelo, zelo utruditi, ampak Sveti Duh nam da življenje in ta naš življenjski balon kar naenkrat postane živ. Evo, probajte ujeti. Jih imam še. Aha, seveda, se že javljajo fantje zadaj, ja. Aha. Vidite, to se zgodi, kadar pride Sveti Duh in naše življenje postane napolnjeno. Zdaj imam pa še eno vprašanje za vas. Tile balončki so v obliki plamena. A mislite, da lahko en tak majhen plamenček, ne vem, užge veliko iskro, velik svet? Ja? Kaj se pa zgodi, če jih damo skupaj? Kaj se zgodi? Poskusite, pridite, bomo poskušali sestaviti en tak malo večji ogenj. Ajde, poskusi še ti. Opa, si ga skoraj ujel. A bomo dali, Julija, tebi? A vam je zdaj bolj všeč? Ja. Vidite, tudi to se zgodi, ko pride Sveti Duh. Sveti Duh povezuje. Lepi skupaj, da nastane kot en velik plamen in zdaj je svetloba večja. In ker je svetloba večja, izvoli, ti si najmlajši. In ko je svetloba večja, se seveda tole širi tako hitro, da prav vsi ljudje vidijo, kaj se z nami dogaja. Zdaj pa rabim enega prostovoljca, ker bomo imeli danes tudi utrinek za otroke. Seveda, nisem dvomila, da oni tole bova tukaj gor dala na vrh. Lej. Bova poskusila tako. Probaj natakniti gor. Evo, otroci so mi pomagali, da smo dobili plamen kot simbol Svetega Duha. Sedaj pa lahko otroci še ostanete tukaj, ker bomo imeli še en utrinek, ta bo pa malce drugačen, zato vabim vse tiste vernike, ki smo se dogovorili že prej, da pridete tukaj in se spredaj usedete.
Torej, drage bratje in sestre, danes praznujemo Binkošti. To je praznik, ko Bog ni ostal daleč, ampak je prišel zelo blizu, v samo srce človeka. Na ta dan Sveti Duh ni izbrisal razlik med ljudmi, ampak jih je povezal. Ljudje iz različnih narodov, iz različnih jezikov so slišali isto sporočilo. Vsak v svojem jeziku. Kar je bilo prej ločeno, je postalo povezano. Danes bomo tudi mi simbolno prinesli pred Boga svoje prošnje. Prinašamo različne jezike, različne zgodbe, različne stiske sveta, od vojne in osamljenosti, do iskanja smisla in hrepenenja po bližini. In seveda verjamemo, da lahko Sveti Duh tudi danes naredi to čudovito stvar. Da iz naše razdeljenosti ustvari skupnost, iz naše tišine glas, iz našega srca pa ogenj ljubezni. Kot veste, je naša cerkev zelo bogata. Nismo bogati samo zato, ker jo sestavljamo prav mi kot verniki te cerkve. Pač pa imamo ta privilegij, da so med nami tudi ljudje, ki prihajajo iz različnih kontinentov, ki govorijo popolnoma drugačne materne jezike. In zelo smo hvaležni, drage sestre, dragi bratje, da vas imamo med nami. In čeprav nekaterih ni danes tukaj, ker so zboleli ali odsotni, bomo tudi za njihov glas danes molili v njihovem maternem jeziku. Pa bomo najprej slišali prošnjo v francoščini. Prosimo za mir tam, kjer danes vlada strah. Nous vous demandons la paix là où règne aujourd'hui la paix. Torej prosimo za mir tam, kjer danes vlada strah. Prosimo za vse kraje vojn in nasilja, da bi se sovraštvo začelo umikati, da bi ljudje drug v drugem znova prepoznali človeka, ne pa sovražnika. In lahko obesimo to na naše današnje drevo. Sedaj pa bomo slišali prošnjo v španskem jeziku, v španščini. Pedimos por los cristianos perseguidos en todo el mundo. Prosimo torej za vse preganjane kristjane po svetu. Prosimo za vse, ki zaradi vere trpijo, so zasramovani ali preganjani, da bi ostali trdni v upanju in da bi v njihovi temi zasijala Božja bližina. Sedaj pa bomo slišali še prošnjo v nemškem jeziku. Wir bitten die Einheit unter den Christen. Prosimo za edinost med kristjani. Prosimo, da nas Sveti Duh poveže preko razlik, da bi znali stopati skupaj in svetu pričevati o enem Kristusu z enim srcem. Sedaj bomo poslušali prošnjo v slovaškem jeziku. Prosíme za ljudi brez domova a bez prijatelja i prijatelja. Prosimo za ljudi brez doma in brez prijateljev. Prosimo za begunce, migrante in vse, ki iščejo varnost, da bi našli odprta vrata, razumevanje in prostor, kjer bodo lahko zaživeli dostojno življenje. Poslušajmo sedaj prošnjo v italijanščini. Chiediamo cuori che sappiamo ascoltare anche chi è diverso. Prosimo za srca, ki znajo poslušati tudi drugačne. Prosimo za našo družbo, ki jo razdvajajo glasni glasovi in hitre sodbe, da bi se učili poslušanja, dialoga in spoštovanja. Poslušajmo sedaj prošnjo v romunskem jeziku. Ne rugăm pentru toți cei care sunt invizibili și uitați. Prosimo za vse, ki se počutijo nevidne in pozabljene. Prosimo za tiste, ki jih nihče ne opazi, da bi srečali pogled, ki jih prepozna, in bližino, ki jim vrne občutek lastne vrednosti. Poslušajmo sedaj prošnjo v angleškem jeziku. We pray for acceptance among nations, languages and cultures. Prosimo za sprejetje med narodi, jeziki in kulturami. Prosimo, da bi se učili živeti skupaj v različnosti, kjer nas razlike ne delijo,
ampak bogatijo. Sedaj bomo slišali prošnjo v filipinščini. Naša sestra prihaja iz Filipinov. Nananalangin kami para sa karunungan at pag-asa. Prosimo za modrost in upanje. Prosimo, da bi v svetu številnih besed znali izbrati takšne, ki gradijo, zdravijo in prinašajo upanje. Poslušajmo sedaj prošnjo v srpskem jeziku. Molimo za decu i mlade koji traže svoj put. Prosimo za otroke in mlade, ki iščejo svojo pot. Prosimo, da bi verjeli v svojo vrednost, našli pogum za življenje in srečali ljudi, ki jih bodo vodili s srcem. Sedaj bomo slišali prošnjo v kitajščini. 我們為需要醫治的家庭創傷祈禱。 Prosimo za rane v družinah, ki potrebujejo ozdravljenje. Prosimo za družine, kjer so rane, nerazumevanje ali oddaljenost, da bi takšni našli pot k odpuščanju in novemu začetku. Sedaj bomo slišali prošnjo v originalnem Trubarjevem jeziku. Prosimo za vse, ki v osamlosti živejo in pod sencami vojsk in vojne bivajo. Prosimo za vse, ki živijo v osamljenosti in v senci vojne. Prosimo za starejše, bolne, osamljene in vse, ki živijo sredi vojn in negotovosti, da bi v njihovo življenje prišla beseda tolažbe, obisk ali roka, ki jih ne pusti same in jim znova prižge upanje. Sedaj pa bomo poslušali prošnjo v ruščini, odkoder imamo tudi naše vernike. Молим ся за нашу планету, которую mi слишком часто раним. Prosimo za naš planet, ki ga prepogosto ranimo. Prosimo, da bi znali spoštovati stvarstvo in varovati življenje, ki nam je bilo zaupano. In sedaj poslušajmo še prošnjo v prekmurskem dialektu slovenskega jezika, prekmurščini. Prosimo za svet, šteri se zgublja v kranaj, pa za korajžo, ko se stavimo v sveti, šteri sikdar naglo ide. Prosimo za svet, ki se izgublja v zaslonih in za pogum, da se ustavimo v svetu, ki vedno hiti. Prosimo, da v svetu telefonov in družbenih omrežij ne izgubimo pogleda drug v drugega, ampak znamo ostati blizu, resnični in odprti za odnos. Prosimo, da bi znali utišati hrup okoli sebe, da bi lahko slišali drug drugega in Božji glas v srcu. In zadnja prošnja bo v slovenskem jeziku, pa tudi v koine grščini, torej originalnem grškem jeziku. Prosimo, da v naša srca prižgeš ogenj ljubezni. Prosimo, da Sveti Duh v nas zaneti ljubezen, ki vidi človeka, posluša, odpušča in ostaja tudi tam, kjer je najtežje. In kot bi se to slišalo iz pisma Rimljanom 5:5. Hede elpis ukatais hinej, hoti he agape, tetov ek hektaj, entes kardias hemon, dia pneumatos hagiu, tudotentos hemin. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. In bomo obesili še zadnji plamenček. Dragi bratje in sestre, danes smo pred Boga prinesli mnogo prošenj. Prinesli smo različne jezike, različne zgodbe, različne rane sveta. Poslušali smo nativne, torej materne jezike naših vernikov, ki prihajajo s svojimi zgodbami iz različnih koncev sveta. A nad vsem tem stoji ena obljuba. Bog ni ostal pri besedah. Bog je svojo ljubezen izlil v naša srca po Svetem Duhu. Danes smo molili v različnih jezikih. A veste kaj? Sveti Duh nas uči enega samega jezika. Jezika ljubezni. Zato prosimo, Gospod, prižgi v nas ogenj ljubezni in naj ta ogenj ne ostane tukaj, ampak naj gre z nami, kajti ta jezik razume prav vsak človek. Naj gre ta ogenj v naše domove, v naše odnose, v svet, v družbo, v mesto, v državo,
kjerkoli se že nahajamo, naj Sveti Duh iz mnogih glasov naredi eno srce. Amen. Pobrali bomo še prostovoljni prispevek za izgradnjo našega skupnega doma. Drage sestre, dragi bratje, milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Mnogi mislijo, da prve binkošti veljajo za začetek Svetega Duha in ga obravnavajo kot pastorka ali pa sentimentalnega člana Svete Trojice v obliki neke lebdeče eterične energije. Drugi ponavljajo parolo, potrebujemo še ene binkošti. Sveto pismo ne govori o novem izlitju duha, kot da prve binkošti niso dovolj. Binkošti so en dogodek z več izpolnitvami. Mi moramo dovoliti Svetemu Duhu, da nas napolnjuje. Cerkev si ne sme dovoliti, da bi bila zdolgočasena in mračna. Nihče se ne sme tu počutiti osamljenega, ker osamljenost ubija in povzroča stisko. Prisluhnimo, kaj je glede tega rekel Jezus. Iz Evangelija po Janezu, 14. poglavje, od 16. do 18. vrstice. Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj, Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Nek mladenič je prišel k ženi velikega a pokojnega slikarja Prosečjo. Spoštovana gospa, sem velik občudovalec vašega prezgodaj umrlega moža. Želim si nadaljevati njegovo umetniško delo. Ali bi mi hoteli podariti čopič, s katerim je slikal? Gospa mu je odgovorila: mladenič, zapomnite si, da vam za nadaljevanje njegovega dela ni potreben njegov čopič, ampak njegov umetniški duh. To je storil Jezus pred svojim nebohodom. Učencem je obljubil, da jih bo Oče obdaril in poslal Duha resnice.
to lažnika. Ko je vstal od mrtvih, pa je dihnil vanje in jim rekel, prejmite Svetega Duha. S tem, ko nam daje svojega duha, nam daje sebe, nam podarja večno življenje. Na Binkošti se radi osredotočimo na zapis iz 2. poglavja apostolskih del, vendar spregledamo Jezusovo obljubo o prihodu Svetega Duha iz Janezovega evangelija. Teolog Janez je posnemal zapise iz 1. Mojzesove knjige, zato je prvi stavek evangelija povzel po prvem stavku Svetega pisma, rekoč, v začetku je bila beseda. Povzel je tudi zapis, da je Gospod Bog iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka in vanj dahnil življenjski dih, da je človek postal živa duša, rekoč, da je Jezus po svojem vstajenju v gornji sobi ta prizor ponovil, dihnil v učence in jim rekel, prejmite Svetega Duha. Vanje je dihnil dih ljubezni, Božji dih večnega življenja. Zakaj je Bog Oče od 365 dni v letu izlil svojega duha ravno 50. dan po veliki noči? Zato, ker je to slikovito in sovpada starozaveznim praznikom žetve, pravijo mu Šavuot, in z dnem, ko je Bog na gori podaril Mojzesu Toro. Pojdimo na začetek Svetega pisma. V zgodbi o stvarjenju se vsak od prvih 6 dni konča z besedno figuro, bil je večer in bilo je jutro. Zaporedje večera in jutra, to je teme in svetlobe, označujeta zaključek posamičnega dneva. 7. dan tega zaključka nima. Ni večera, ne jutra, ni teme, ne svetlobe, kar pomeni, da je stvarjenje ostalo odprto. Bog je v vmesnem starozaveznem času napovedoval Mesijo, ki je nastopil v novi zavezi, in izlitje Svetega Duha. Delo odrešenja je bilo vidno dokončano na križu. Pri križanju se nadaljuje stvarjenska zgodba. Spet naletimo na temo. Zapisano je, ko je bil Jezus križan, sonce ni dajalo svetlobe in po vsej deželi je bila tema. Zdelo se je, da zmaguje tema in se bo vnovič razprostirala nad globinami tako, kot se je na začetku. Zdelo se je, da je Bog poražen in se bo 7. dan, dan počitka, Gospodov dan, šabat, zaključil temi z večerom, brez jutra. Zdelo se je, da Adamov greh ni odkupljen. Zlo je slavilo zmago, saj je v vesolju odmeval krik križanega. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Toda ranjeno, nedolžno jagnje je nepričakovano zavpilo, tetelestai, izpolnjeno je, in tema je dobila smrtno rano. Tetelestai, ena beseda, ki pomeni vse. Ena beseda, ki je spremenila tok zgodovine. Zlodej je premagan, dolg je izplačan v celoti zavedno. Nebesa so odprta. Ena beseda, ki utrujeni duši pove vse. Novi Adam, Jezus Kristus, pravi človek in pravi Bog. 2 nedeljivi naravi v eni osebi, človeška in božanska. Skrivnostna, milostna kombinacija. Kakšen božji izum. Moral je biti pravi človek, da je dejansko živel in umrl v tem mesu. Moral je biti pravi Bog, da je umrl in vstal za naše odrešenje. Križani, ki je odvedno v Božjem srcu, je umrl namesto nas, za nas in po duhu prebiva v nas. Kakšno stopnjevanje, da pridemo do prvih binkošti. Ena beseda, tetelestai, izpolnjeno je. 2 naravi Jezusa Kristusa, človeška in božanska. 3 osebe Svete Trojice, Oče in Sin in Sveti Duh,
ki so pri križanju stokale vsaka na svoj način, z neizrekljivimi vzdihi, 4 noge, ki so bile zlomljene, po 2 od 2 razbojnikov obkrižanem, ker je človeštvo zlomljeno, 5 ran na Kristusovem telesu, 2 na roki, 2 na nogah in 1 na prebodeni strani, da ne bomo nikoli pozabili, da Bog razume naše bolečine. Golgota, brez nje ni gornje izbe. 3 ure teme, 3 ure bolečine, ker je svet brez Boga v temi in ječi v trpljenju. Seštevek je 6, kar je število človeka, na to 7 besed, ki jih je odrešenik izrekel na križu. 7 je Božje število, popolnosti, celovitosti, zato imamo 7 duhovnih kreposti. Veliki petek se konča v temi, v večeru. Manjka še jutro. Da se značilni stavek na začetku Svetega pisma, bil je večer in bilo je jutro, dokonča. Kdaj je nastopilo jutro? Na prvo veliko noč. Prvi dan tedna je zapisano navsezgodaj, ko je sonce ušlo in je bil kamen odstranjen od groba, ker je križani vstal od mrtvih. Tako je zgodba sestavljena. Jezus je zapolnil vrzel v pripovedi o stvarjenju. Manjkala je še krona, še eno jutro. Cerkev, to smo mi, ljudje jutra, večnosti, svetlobe, luči, ognja, kot smo videli, ljubezni. Cerkev je rojena v Božjem srcu od večnosti. Rodila se je 50. dan po velikonočnem jutru, 10. dan po Gospodovemu nebohodu na prve binkošti. O tem beremo v apostolskih delih, ki jih lahko naslovimo Evangelij Svetega Duha. V jutru, zgodaj zjutraj. Saj so rekli, saj je še jutranja ura, ne morejo biti še pijani. Ne zanima me toliko, ali kdo veruje v Jezusa, ampak ali veruje v cerkev. Ker komur cerkev ni mati, mu Bog ni oče. Verujemo v cerkvi in skupaj s celotno cerkvijo. Cerkev govori en sam jezik po celem svetu. Jezik ljubezni. Jezik novega jutra, novega dne. Prvi Babilon zmešnjava jezikov, nesoglasje, nerazumevanje, binkošni dan, novi jezik ubranosti, jezik, ki so ga razumeli ljudje, ki so prišli od daleč in blizu, jezik ljubezni. Učenci so izstopili iz kokona svojega varnega sveta in so izpričali vero v Kristusa. Ker se krščanstvo začne s krstom, je zabeleženo, da je bilo tisti dan krščenih veliko ljudi. Vsi so bili tam. Zmagala je ljubezen, moški in ženske skupaj, Judje in tujci, predstavniki narodov, nešteta množica in tako kot v nebesih. Večna cerkev skupaj. Majhna gornja soba je pretresla religiozni napuh judovske zvezde, premagala moč rimskega orla, izpraznila je shodnice, poganske templje, razglasila prave vrednote, tudi za ceno mučeništva, zmedla grške, rimske filozofe, obrnila svet na glavo in še danes obračamo svet na glavo, ne z orožjem, ne z nasiljem, ampak z ljubeznijo, ki je sad duha. Kdo je bil v gornji sobi? Peter, ki je 3-krat zatajil Jezusa, Tomaž, dvomljivec, Jakob in Janez, ki sta iskala in prosila slavo, da bi bila en na levici, drug pa na desnici.
Tam je bila tudi Marija, Jezusova mati in njegovi bratje in ostali običajni ljudje, ne neki super junaki. In na njih se je spustil plamen ljubezni, svež veter duha. Zato pravim, cerkev ni idealna, ampak je izdelek Božje milosti. Preberite Novo zavezo, videli boste prepire, razdore, hinavščino, šabnost, rivalstvo, lažne nauke. Cerkev je hkrati sveta in grešna, to je ta paradoks. Kristus je ključe kraljestva izročil v nepopolne roke. Martin Luther je zapisal, da je kristjan hkrati svetnik in grešnik. Ali je cerkev pomanjkljiva? Da. Ali je kriva za velike bolečine v svetu? Da. Ali se spopada z lažnimi nauki? Da. In še bi lahko naštevali, vendar naj na to odgovorim z besedami Filipa Jensija. Takole je rekel: za nekaj časa sem cerkev zavrnil, ker je bilo v njej tako malo milosti. Nato sem se v cerkev vrnil, ker nikjer drugje nisem našel milosti. Cerkev smo nepopolni ljudje s popolnim oznanilom. Morda smo kot posoda z razpokami in vdolbinami, toda to je Božja pot v svetu. Všeč mi je zgodba o kitajskem nosaču vode, ki je na ramenih nosil dve veliki glineni posodi, viseči na palici. Ena posoda je vodo sebično zadrževala zase, druga pa je vodo skozi majhno špranico z veseljem razdajala. Voda iz te posode je kapljala po celi poti do njegovega doma. Prva posoda je bila ponosna na svojo popolnost, na svojo brezhibnost. Drugo posodo, tisto z majhno špranico, pa je bilo sram, ker je bilo videti, da je načeta, neuporabna. A nosač vode jo je potolažil, rekoč: ali si opazila, da medtem, ko hodim, cveti dišeče cvetje samo na tvoji strani poti. Ravno to cvetje mi je v veliko veselje. Če ne bi bila takšna, kot si, med cvetje v poti ne bi vsak dan razveseljevalo, ne bi ga mogel vonjati, ne nabirati. Namreč tam, kjer je kapljala voda iz razpok, tam je bilo življenje. Morda se kdo počuti kot nevredna posoda, morda je med nami kdo, ki ima težko izkušnjo, razbite zakonske zveze, partnerske zveze, smrti zakonca, družinskega člana, izgube prijatelja, službe, težke bolezni, čustvene poškodbe, zlorabe, izdajstva, zatajitve, umazanega podtikanja, obrekovanja, doživljanja krivice. Morda mislimo, da smo nič vredni, poškodovani, vendar ravno tam, skozi te špranje, teče Božja milost, teče odpuščanje, teče Božja ljubezen. Kajti binkošti so vsakič, ko je oznanjena Božja beseda, vsakič, ko je nekdo krščen, vsakič, ko se razlomi kruh in se toči vino pri Gospodovi večeri, vsakič, ko nekomu odpustimo, so binkošti, vsakič, ko grešnik sliši, da so mu grehi odpuščeni, ko babica moli za svoje vnuke, ko sosed pozdravi na novo priseljeno družino, ko država ravna pravično in pošteno, binkošti so vedno, ko ljubimo. Binkošti usmerjajo naš pogled v tak svet. Na prve binkošti je Bog zbral tedanje narode v Jeruzalemu in jim v njihovem razumljivem jeziku oznanil pravi smisel življenja. In zgodilo se je to, kar je rekel Jezus: pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij vsemu stvarstvu. Celo stvarstvo vidimo v grškem izvirniku. Vsaka bilka, vsak vrabček, vsako bitje, vsaka kapljica, vsak atom mora slišati to veselo novico odrešenja, da nas Bog ljubi.
Prve binkošti nas spodbujajo, naj ne oznanjamo sovraštva, ampak ljubezen. Sveti Duh je Božji zaklad v nas, a se tega ne zavedamo. Morda danes nekoliko osvežimo to zgodbo. Podobni smo staremu beraču, ki je ležal na smrtni postelji. Zadnje besede je namenil svojemu sinu, ki je bil njegov stalni spremljevalec na beraških potovanjih. Dragi sin, nimam ti dati ničesar drugega kot bombažno vrečko in umazano skledo, ki sem jo v mladosti našel na odpadu bogate gospe. Po očetovi smrti je fant prosjačil in uporabljal očetovo skledo. Nekega dne je mimoidoči zlatar vanjo vrgel kovanec in, ko je zaslišal znani zvok, presenečen rekel: prosim, ali lahko preverim tvojo skledo? Ugotovil je, da je beraška skleda iz čistega zlata. Zato je rekel: dragi mladenič, čemu zapravljaš čas z beračenjem? Bogat si. Tvoja skleda je vredna več 10,000 dolarjev. Draga Božja cerkev, bogati smo. Ne rabimo se počutiti kot berači z beraško skledo, kajti imamo Svetega Duha, ki živi v nas. Dovolimo, da ostali Gospod dihne v nas in reče: prejmite Svetega Duha. Ne pozabimo, da smo tempelj Svetega Duha. In zgodil se bo šabat, dan počitka, 7. dan, dopolnjen z večerom in hvala Bogu tudi z jutrom, vendar drugačnim jutrom. Ne samo tistim, ki se je zgodil na binkoštni dan ali pa pri odprtem grobu, z novim večnim jutrom, tam onkraj sonca, ko bo nastopilo večno jutro. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Vabim k molitvi. Sami smo le iskra, v Svetem Duhu pa smo ogenj. Sami smo le struna, v Svetem Duhu pa smo harfa. Sami smo le mravljišče, v Svetem Duhu pa smo gora. Sami smo le pero, ki pade na tla, v Svetem Duhu pa smo perut, ki nas dviga k nebu. Sami smo le berači, v Svetem Duhu pa smo princi. Sami smo le zidak, v Svetem Duhu pa smo svetišče, Božji tempelj. Amen. Pesem, s katero bomo skupaj molili, pravi: tempelj tvoj smo.
Draga Božja cerkev, zaključili bomo z Jezusovo molitvijo Oče naš, pri čemer lahko danes molimo vsak v svojem maternem jeziku. Torej, vsi lahko molimo v jeziku, ki ga poznamo. We can all pray in our mother tongue today. So we're going to pray the prayer, Jesus' prayer. Torej, vsak od nas, tako kot znamo, tako kot nas je naučila naša mati. Molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmimo vsi še duhovniški zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.